Kmetijstvom vemo, da prestopna leta niso ravno najboljša in zagotovo je bilo leto 16 zelo težko. Od naravnih problemov, od pozeb in vseh teh, kar upam, da nam bo narava bolj prijazna. Na drugi strani pa je velik problem, ki je danes, kateremu smo priča tako v Sloveniji kot v Evropi, je to veliko nihanje cen. In v lanskem letu je bilo za mnogo predelkov, je bil ta nivo cen na zelo nizkem nivoju. Določena rast je sedaj nastala pri mleku, da se cena zopet približuje tem 30 centom, ki je na nek način nek minimum, in upam, da se bodo te tržne razmere malce umirile v letošnjem letu oziroma da bo ta situacija boljša. Sicer nas zagotovo čakajo izzivi povezovanja znotraj kmetijskega sektorja, kajti znotraj prehranske verige so vsi ostali sektori dosti bolje povezani, predvsem trgovina, tudi predelovalna industrija, včasih kmetijski sektor ostaja pa precej neorganiziran. In tu mislim, da so eni izzivi in tudi priložnosti, konec koncev tudi v okviru kmetijske politike, kar nekaj denarja za sadjarje, zelenjadarje, pa tudi v drugih schemah organizacij proizvajalcev. Dober korak ocenjujem ta shemo kakovosti, ki je ministrstvo sedaj na osnovi zakona o promociji kmetijstvu sprovedlo, in na nek način tudi ta zakon povezuje ljudi k skupnemu plačevanju teh prispevkov, predvsem pa, kar je bistveno, da bi slovenski potrošnik imel res zagotovilo, da na produktu, ki piše, da je slovenski produkt, da je iza tega tudi slovenski predelovalec, slovensko kmetijstvo, slovenska hrana. Tako da tu mislim, da je prav korak, in upam, da bo teh več skupnih nastopov v kmetijstvu v različnih panogah, ki bodo na nek način tudi omogočale vzpostavitev boljšega zaupanja med potrošnikom in pa med kmetijstvom. In tu mislim, da so ključni izzivi v krajših verigah in čim več tistih kmetijcev oziroma potrošnikov, ki bodo želeli vedeti, kdo je proizvajalec hrane, ki jo proizvede, na drugi strani pa transparenten javni način tega dela. Nekaj je možnosti tudi v povezovanju preko teh novih orodij, kot so različne spletne platforme. Tudi na tem imam nekaj namena v letošnjem letu nekaj korakov narediti preko enega pilotnega projekta, če ga uspemo dobiti v Evropski uniji, in mislim, da so to ključni izzivi, ki jih tako na hitro lahko ocenim za leto pred nami. Morda še eno vprašanje, kmetje opozarjajo, da ima